Spoštovani, lep pozdrav vsem skupaj. Pravkar je bila končana seja Sveta za nacionalno varnost. To ni bila seja kot doslej običajno, ampak je bila to seja, ki je bila v celoti posvečena boju Slovenije z epidemijo virusa. Vse, ki so na seji sodelovali, smo informirali z ukrepi, podrobneje z ukrepi, ki so bili že sprejeti in z ukrepi, ki se pripravljajo. Dejstvo pa je, da je situacija takšna, da ni primerljiva z ničemer, s čimer smo se doslej soočali bodisi mi, bodisi Evropa, bodisi svet. Po tej epidemiji bo Slovenija, bo Evropa in bo svet drugačen, bistveno drugačen. Marsikatera pravila, ki so veljala doslej, bodo drugačna in tudi pogled na številne zadeve vseh nas po tej epidemiji bo drugačen. Žal smo to nevarnost pričakali samo delno pripravljeni. Res je, da nekaterih stvari ni možno predvideti. Res pa je tudi, da se je vedno dobro učiti iz napak drugih. In glede na stanje, kakršno je vlada dobila ob primopredajah v petek in tekom vikenda, lahko rečem, da smo reagirali tako, kot se pač lahko reagira, če skočiš v prazno kabino tovornjaka, ki že vozi po cesti in ga skušaš upravljati. To je bil tudi razlog, da smo formirali krizni štab. To ni nekaj neobičajnega, to je v bistvu vlada, ki deluje v razširjeni sestavi, vključno z ključnimi operativci, zato da se lahko ukrepi sprejemajo v realnem času. In v zadnjih 3 dneh je bilo sprejetih vrsto ukrepov, za katere se običajno potrebuje dneve, tedne in mesece. Nekateri od teh ukrepov se bodo še dograjevali. Spremljamo natančno, kaj se dogaja tudi v naši soseščini, v Evropi in v svetu. V stiku smo tako z voditelji teh držav, kot tudi z domačimi in tujimi strokovnjaki. Skušamo poenotiti tudi delovanje tako imenovane stroke. Želimo biti seznanjeni tudi s tem, kar se dogaja neposredno na bojišču oziroma na terenu in reagirati v skladu z celovito sliko. Zdaj naša prioriteta v tem času je, da predvsem zaščitimo najranljivejše, tiste, ki so najbolj izpostavljeni, bodisi okužbi, bodisi posledici te bolezni. Naša prioriteta je, da kljub vsem tem zastojem v javnem življenju zagotovimo funkcioniranje kritične infrastrukture, da poskrbimo za zadostne blagovne in ostale rezerve in predvsem se trudimo, da v tem času nadomestimo veliko pomanjkanje zaščitne opreme, brez katere se nekaterih dejavnosti enostavno ne da opravljati. Bistveno manj zastojev bi bilo, če imeli več zaščitne opreme in bi se nekateri ukrepi lahko v tem primeru sprejemali selektivno. V skladu s tem, kako bo potekala nabava te zaščitne opreme, se bodo ti ukrepi tudi sproščali. Zdaj, kar se tiče socialne varnosti, zagotavljanje pogojev za to, da bo gospodarstvo, javni sektor ostalo v kondiciji, ki bo zagotavljalo normalno življenje, bo vlada sprejemala vse ukrepe, ki bodo potrebni. Smo v razmerah, ko fiskalno pravilo ne velja, smo v razmerah, ko se ti okviri bistveno širijo tako na evropski kot na svetovni ravni. Praktično vsako uro prihajajo novi predlogi, kako se tudi širše organizirati za to, da se bomo kot pač del zahodne civilizacije soočili z temi izzivi. Naj na tem mestu izrečem pohvalo vsem, ki so v zadnjih tednih pregorevali v laboratorijih, v ordinacijah,
v domovih za ostarele povsod, kjer so kritične točke že v začetku razvoja te epidemije, ki so pregorevali pri tem, da reorganizirajo tiste ključne sektorje slovenskega zdravstvenega sistema. Zahvaljujem se županom slovenskih občin, ki so preko vikenda in včeraj poskrbeli za tisoče stvari, ki se lahko uredijo samo neposredno v okolju, kjer pač ljudje živimo. Apeliram na vse, ki mogoče tega izziva še niso vzeli dovolj resno, da ga vzamejo izjemno resno. Predvsem pa iskrena zahvala vsem tistim našim sodržavljankam in sodržavljanom, ki te ukrepe jemljejo resno, ki se obnašate odgovorno do sebe in do drugih, ker to je daleč najbolj učinkovit ukrep, ki ga lahko v tem primeru sprejmemo. Vlada bo v naslednjih dneh nekatere ukrepe stopnjevala. Preučujemo tudi izkušnje v sosednjih nekaterih drugih državah, kjer so bili nekateri od teh ukrepov že sprejeti. Naklonjeni smo učinkovitim, vendar deloma selektivnim ukrepom in reagiranju. Še enkrat pa ponavljamo, da se vsega z dekreti in z uredbami in zakoni ne da urediti in da je to, kako bomo upočasnili širjenje virusa, v največji meri odvisno od tega, kako se bomo sami kot posamezniki zavedali te nevarnosti in ustrezno reagirali. Vsem parlamentarnim strankam, tudi vsem opozicijskim, ki so predsedniki oziroma predstavniki vseh sodelovali na seji Sveta za nacionalno varnost, smo obljubili in se tudi že konkretno dogovorili sodelovanje pri sprejemanju teh ukrepov, vse, kar bo šlo skozi proceduro Državnega zbora, ki bo vsaj v nekaterih primerih pač pospešena, to nujni in izredni postopki. Vsi ti zakoni bodo vsem poslanskim skupinam enako na razpolago, vlada, posamična ministrstva so odprta za vse predloge in dogovorili smo se, da reagiramo v dveh korakih. V prvem koraku bodo sprejeti tisti najnujnejši zakonski ukrepi, s katerimi ni smiselno odlašati in ki so potrebni prej kot kasneje. V drugem koraku pa bo narejen zakonodajni paket, s katerim se bomo strateško soočili z temi izzivi in od danes naprej ta paket pripravljamo. Zdaj apeliramo tudi na vse, na strokovno javnost še posebej, kjer posamezniki, znanstveniki, profesori spremljate reagiranje v svetu, da nam prav tako na naše elektronske naslove posredujete te predloge za ta paket ukrepov, ki se pripravlja, in proučili bomo prav vsakega in skušali potem dejansko pripraviti nek zakon, za katerega še nimamo imena, s katerim bomo predvidoma konec naslednjega tedna naslovili najbolj kritične razmere, ki so posledica širjenja tega virusa. Jaz se zahvaljujem tudi predsedniku države, predsedniku Državnega zbora, predsedniku Državnega sveta, ki so prej sodelovali na seji Sveta za nacionalno varnost. Zdaj predsednik države in predsednik Državnega zbora vas boste tudi nagovorili, verjetno tudi odgovarjali na kakšno vprašanje. Z mano pa so tudi trije ključni ministri v tej situaciji, minister za zdravje, minister za gospodarstvo in minister za obrambo, ki so prav tako pripravljeni odgovoriti na nekaj vprašanj. Prosim pa vse, da so vprašanja kratka, jasna, kajti čas ni omejen, pred nami je še vrsta sestankov, tudi sestanek Evropskega sveta, kjer se bomo skušali dogovoriti za evropski okvir teh nujnih interventnih ukrepov v prihodnjih dneh. Prosim, predsednik. Gospe in gospodje, težko bo, morda bo celo zelo težko, ampak na koncu bomo uspeli.
V to sem prepričan zaradi dveh razlogov. Prvič, ker ocenjujem, da pristojne oblasti in službe ravnajo po svojih najboljših močeh, v okoliščinah, ki jih prej nismo poznali, nismo mogli predvideti in v katerih je po najboljši mogoči presoji potrebno sprejemati sorazmerne ali pa celo nesorazmerno potrebne ukrepe. In drugič, zato ker ti ukrepi naletijo na razumevanje ljudi. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem ljudem, ne samo tistim, ki sem jih kot predsednik že bil pohvalil posebej, to so tisti, ki zdaj skrbijo za ukrepe in za njihovo izvajanje. Ampak tukaj mislim prav na vse vas in vse nas, ki dosledno upoštevamo navodila pristojnih. To rešuje življenja, to daje občutek skupnosti, to nam vliva optimizem, da se bomo prebili skozi to prvo fazo krize, skozi zdravstveno krizo. Potem bo prav mogoče prišlo do posledic tega v gospodarskem, socialnem, tudi političnem življenju, vendar gre zdaj najprej in predvsem za zdravje, potem pa bo šlo tudi za to, da bomo ohranili razumevanje, spoštovanje, solidarnost, da bomo ukrepali tako, da bo na koncu vseh kriz naša država, naši ljudje išli iz teh zahtevnih in nepredvidljivih časov z občutkom, da smo znova, kljub temu, da si nismo mislili, da bo potrebno govoriti vnovič o tem, enotno, politično in narodno, državno enotno premagali krizo. Rad bi se zahvalil vsem, ki so bili danes na sestanku Sveta za nacionalno varnost. Ne spomnim se, morda me bo predsednik vlade popravil, da bi kdaj na sestanku Sveta za nacionalno varnost sodelovali vsi politični deležniki. Iz razprave sem razumel, da obstoji izjemna politična pripravljenost, da si prisluhnemo, da se razumemo. Seveda so in bodo med nami razlike tudi v tem času in razlike morajo biti, ker te omogočajo, da se potem poiščejo najboljše rešitve. Ampak ton, atmosfera, vse to vliva zaupanje, da bomo v enem demokratičnem, strpnem dialogu našli strateške in čisto konkretne rešitve. Prav tako ob tej politični enotnosti moramo pozvati z enim posebnim veseljem, zadoščenjem, s ponosom, to narodno enotnost. Seveda so tudi ljudje, ki se ukrepov ne držijo. Ampak če danes pogledam v kratkem razdobju ravnanja oblasti, ravnanja ljudi, vidim, da razumejo, da gre za njih in da gre za vse nas skupaj. Ne morem povedati, s kakšnim optimizmom me to navdaja, vedoč, skozi kako težke čase bomo še šli. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot ste seznanjeni, je Državni zbor sprejel nekaj pravil in ukrepov, ki se dotikajo vprašanj preprečevanja širjenja okužb. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker je Državni zbor ena ključnih institucij v državi, ki mora obdržati svojo funkcijo ne glede na razmere v državi. Torej tudi v situaciji kakšnih izrednih razmer, vojne in podobnega, zagotovo tudi v razmerah, ki smo jim priča danes. Zdaj, kar bi želel izpostaviti, je to, da je Slovenija, slovenske državljanke in državljani, da so v pričo vseh ukrepov, ki so sprejeti tudi širše, na nekaterih področjih omejeni, tam, kjer prej niso bili, torej omejena je nekako svoboda gibanja, vse pač z nekim višjim ciljem, da se preprečuje širjenje okužbe in okužb, in da je pravzaprav ključno v tem momentu, in jaz vidim to tudi osrednjo vlogo Državnega zbora, da je vsa politika v zvezi z ukrepi, ki se sprejemajo, enotna. Danes je Svet za nacionalno varnost pravzaprav pokazal to,
da smo politiki, ne glede na to, iz katerih strank prihajamo, v zvezi z ukrepi, ki se sprejemajo, bistveno bolj enotni, kot morda izhaja iz nekaterih razprav na kakšnih družbenih omrežjih. In jaz bi rad, želel bi si, da se ta enotnost posreduje mogoče državljankam in državljanom tudi skozi bodisi izjave, bodisi delo politikov, zato da pač ne bodo državljanke in državljani mislili, da so kakršnakoli razhajanja glede tega, kako nasloviti izzive, ki jih kriza prinaša. Dejstvo je, da obstajajo seveda neke interpretacije ukrepov, kakšni naj bi bili sprejeti ob katerem času, ampak veste, na koncu koncev računico o tem, kaj bi lahko bilo, kdaj narejeno, bomo še imeli čas delati. Za to situacijo pa je ključno, da ostanemo enotni. Jaz sem prepričan, da ta enotnost politike v Državnem zboru obstaja. Pred nami bo izredna seja, zdaj predvidena je sicer za jutri, ampak glede na napovedan nov zakon oziroma 2 zakona, se bomo verjetno na kolegiju predsednika Državnega zbora odločili, da se prestavi na četrtek in da se potem zajameta še 2 nova zakona na obravnavo na sami seji. Izredna seja bo pokazala, da si vsi poslanke, poslanci, ne glede na politične barve, želimo, da se tisto, kar je nujnega za sprejeti v državi, sprejme hitro in učinkovito, in prepričan sem, da bo tudi sama izvedba seje pokazala to, da danes ni pač čas za nikakršna politična obračunavanja in podobne zadeve. Z te funkcije bi seveda želel to enotnost posredovati tudi na vse ostale državljanke, državljane, ki pač spremljajo dogajanje v Državnem zboru, pa seveda tudi to, da spremljajo vsa uradna navodila, napotke in se držijo, kar se da, samozaščitniško in skrbijo za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih. Hvala.